Marija Tomšič v tokratni oddaji Klepet ob kavi, kaj počne delovni terapevt in kakšno vlogo ima v zdravstvenem sistemu. Pa tudi, kaj je Marjano Gorevc doživel v Peruju in kako je tam aktiviral energijske točke. Helena pa nam predstavi jesensko potovanje. Ja, v Peru lahko greste z nami. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Ponosno lahko rečem, da sem po izobrazbi. Delovni terapevt oziroma delovna terapevtka. In veliko ljudi, ko to sliši, reče, ja pa kaj to si se v tujini izobraževala ali kaj. In delovna terapija je nekaj tako krasnega in nekaj tako čudovitega, nekaj tako življenjskega in kot rečejo delovni terapevti, zdravnik je tisti, ki ti reši življenje, a delovni terapevt je tisti, zaradi katerega je to življenje smiselno živeti. V moji družbi pa je tudi moja profesorica iz zdravstvene fakultete v Ljubljani in mentorica pri diplomskem delu, Marija Tomšič. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Me veseli, da sva danes tukaj in da bova govorili o delovni terapiji, ker veliko ljudi ne ve, da obstaja ta veja v zdravstvu, ki pravzaprav gleda izjemno celostno. To, kar ponavadi govorimo, da zdravstvo in da se nasploh v medicini ne počne, to je delovni terapevtski pogled. Točno tako. Delovni terapevt, delovna terapevtka, se je večina žensko v tem poklicu, želimo človeku vrniti to, da bo lahko funkcioniral v vsakodnevnih življenjskih aktivnostih. Se pravi, je terapevtski medij delovnemu terapevtu aktivnost. Še več, iz angleškega terminološkega slovarja delovne terapije smo povzeli besedo okupacija. V Sloveniji ima ta beseda zelo negativen kontekst, še iz časa druge svetovne vojne, pa vendar, če bi pogledali v slovar slovenskega knjižnega jezika, pomeni biti okupiran, biti zaseden, biti angažiran. Zato pogosto imamo delovni terapevti težave v slovenskem prostoru s to besedo okupacija za laično javnost. Mi, delovni terapevti, vemo, kaj pomeni okupacija. To, da je nekdo vključen z več vidikov, tako kot si rekla, celostno. Ta okupacija mora pomeniti, da nekaj počnem, da nekaj sem in da nekaj s tem postanem. Kar je tudi na nek način pojem kvalitete življenja. V slovenskem prostoru uporabljamo tudi beseda dejavnost, ki nadomešča pogosto besedo okupacija in je bolj sprejemljiva za širši krog. Kakšna je razlika, se potem ljudje sprašujejo, med fizioterapevtom in delovnim terapevtom, pa mogoče tudi med sestrami medicinskimi in brati? Jaz predavam tudi pri predmetu medpoklicno sodelovanje, kjer ta predmet poslušajo pri nas na fakulteti, kjer izobražujemo 8 poklicev različnih. Pa razložim recimo na enem primeru, kaj zanima delovnega terapevta, kaj zanima fizioterapevta in kaj zanima medicinsko sestro. In to je primer, da gre nek starostnik na WC. Medicinsko sestro zanima, kaj je opravil, koliko je opravil, kakšne barve je tisto, kar je odteklo ali padlo v WC školjko, kaj drugega pa že več ne zanima. Fizioterapevta zanima, kako hodi do WC školjke, eventualno kako se je usedel in kako je vstal iz WC školjke. Kaj zanima delovnega terapevta? Ko je vstal iz stola in se je napotil v WC, ga zanima širina vrat WC-ja, ga zanima, ali je podboj med vrati, ga zanima, kako si je slekel oblačilo, da se bo usedel na WC školjko, kako je opravil potrebo, nič nas pa ne zanima količina, barva in vse ostalo v zvezi z odvajanjem. Zanima nas, kako se je obrisal po opravljeni potrebi, kako je vstal, kako se je usedel in kako se je spet nazaj oblekel. V tem je delovna terapija. Ko sem bila na izobraževanju, ne delovno-terapevtskem, na Finskem, sem tam ugotovila, da imajo velika podjetja delovne terapevte zaradi tega, da jim nastavijo mizo ravno tako, kot morajo in vse te zadeve. Kje pa sicer delovni terapevti delajo v Sloveniji? Kje jih srečujemo?
V Sloveniji je večina delovnih terapevtov zaposlena v institucijah. Se pravi, vsi domovi za upokojence imajo delovne terapevte, veliko delovno-terapevtov je zaposlenih v psihiatričnih klinikah. Mislim, da v eni inštituciji, to je Inštitut za rehabilitacijo Soča, ima že več kot 50 delovnih terapevtov zaposlenih. Ja, potem so varstveno-delovni centri, zavodi za otroke z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Nekaj zelo malo v patronaži, klinični center, Novo Polje, kjer se kar zaposlujejo tudi delovni terapevti, je poklicna rehabilitacija. To je ugotavljanje dela zmožnosti nekomu, ki je zaradi česarkoli prenehal delati, ali pa za nekoga, ki po hudi bolezni, poškodbi želi se vrniti na delovno mesto. Delovni terapevti so pomembni člani tima, kjer ocenijo to osebo in ugotovijo delovni proces, prilagodijo okolje za delo. Spomnim se iz časa študija in se mi zdi, da je to popolnoma normalno, da delovni terapevt zmeraj dela individualno s človekom, se pravi, zmeraj po meri enega samega človeka. Ampak, če pogledamo recimo domove, pa ko gledam te statistike, koliko je kje, delovnih terapevtov je veliko premalo, se zdi. Jaz sem kot mlada delovna terapevtka pred 40 leti začela delati v nekem domu upokojencev. Takrat je bil kadrovski normativ en delovni terapevt na 150 stanovalcev v domu. Normativ se v 40 letih ni nič spremenil. Pa če bi pogledali populacijo v domu upokojencev takrat, moram reči, da je bilo takrat kar recimo tam okrog 70% starostnikov v domu pokretnih. Danes ne vem, če jih je 15% pokretnih. In mesto delovnega terapevta bi bilo strašno zaželjeno, da bi bil kadrovski normativ, naprimer en delovni terapevt na 50 stanovalcev v domu, kjer bi lahko bistveno vplivali na kvaliteto življenja. Pri nepokretnih recimo že to, da se lažje obrnejo v postelji, da samostojno pojejo obrok. Kvaliteta življenja ni samo, da imam jaz izpolnjene vse želje. Ko sem nepokreten, se te želje zelo zožijo in samo male želje lahko dvigajo kvaliteto življenja. Ko sem govorila s kolegi iz Nemčije, recimo tudi iz Avstrije pravzaprav, ki so bili delovni terapevti v malo boljših domovih in tak naprej, tako po enega, dva, tri tudi zgolj imajo v obravnavi naenkrat. Pri nas pa 150. Ne, saj nimajo v obravnavi 150. Saj jaz takrat, ko sem začela delati in 16 let sem bila delovna terapevtka v domu, sem delala individualno. Tudi če so potekale skupinske aktivnosti, je bil posameznik individualno znotraj skupine z nekim razlogom. Ne vem, če je bila težava z artrozami sklepov, pa je neka gospa pri kreativnih tehnikah lahko delala tapiserijo, s tem je izboljševala svoje spretnosti rok, pa hkrati je to želela delati. Tudi ko smo imeli v obravnavi osebe po možganski kapi, sva skupaj s kolegico fizioterapevtko delale zelo timsko. Kolegica je delala bolj na funkciji, jaz pa na to, da to funkcijo, ki jo fizioterapevt izboljša, vključimo v aktivnost. Da se lažje obleče, da si lažje obuje nogavice, da si lažje umije zobe. In smo imeli, ne vem, včasih tudi po 20 oseb v skupini, pa imele hkrati v individualno obravnavi. Velikokrat slišim, ko rečejo, kaj se danes pritožujemo, le koliko časa, le koliko dlje živimo, kakor včasih. Ampak se mi zdi predvsem, da dlje časa umiramo, kakor tisto zares živimo, v pravem pomenu besede, da ustvarjamo. Tako, ko beremo znanstvene članke, predvsem iz skandinavskih držav, ugotavljamo, da starejši ljudje tudi kvalitetneje živijo. Da je zgolj stereotipno razmišljanje, da starejši ljudje počnejo manj stvari.
že leta, ne vem, tam 1900, mislim, da 58 je Robert Butler zamejil en termin ageism, starizem, staromrzništvo v Ameriki sicer, ampak jaz mislim, da te stereotipi, ki so jih leta 2006 zamejili pri Svetovni zdravstveni organizaciji, zelo posegajo na življenje. Starizem oziroma staromrzništvo je zgolj družbeni pogled na doživljanje starosti. Mediji stalno govorijo proti, bom rekla v navednicah, starostnikom, češ da nam zajedajo proračun, ker jim moramo dajati pokojnine, da zdravstvene nege več potrebujejo, da ne vem, da je najboljše jih pustiti na miru, ker se pač reči rešujejo same po sebi, da starejši ne marajo novih tehnologij. Skratka, 12 je teh stereotipov oziroma mitov o starosti, ki kakšni le deloma držijo, kakšni so pa povsem v nasprotju s tem, kaj starost je. Jaz sem iskala literaturo in ugotovila, da je zadovoljstvo z življenjem v starosti najvišje. Leta 2010 je Economist, neka ameriška revija, objavila eno lestvico o zadovoljstvu življenja posameznika. In stari ljudje tam nekje 70-80 let so na istem nivoju zadovoljstva življenjem kot otroci pri 10 letih. Wow! Ja, da so najmanj zadovoljni ljudje z življenjem stari tam okrog 30 do 40 let. In potem gre krivulja zelo strmo navzgor proti 80 letom. Prej sem že rekla, da skandinavske raziskave kažejo, da recimo samo tam od 20 do 30% populacije, vse stare populacije, potrebuje občasno pomoč. Nekje 10% pa stalno, znotraj teh 25. In mi stalno govorimo, koliko več domov za upokojence rabimo. Mi imamo 5% populacije v domovih za upokojence, stare nad 65 let. Se pravi, enih 5% jih pokrivamo s pomočjo na domu, to, kar delajo socialne oskrbovalke na domu. Dolgotrajna oskrba, ki jo pripravljamo že čisto predolgo časa, zakon o dolgotrajni oskrbi namreč, bi ljudem, ki potrebujejo še nekaj drugih storitev, lahko pomagal, da bi kvalitetneje živeli. Govorimo o tej številki 25-30%. 70% populacije je relativno zdrave. In zakon o dolgotrajni oskrbi naj bi na domove starih ljudi predvsem prinesel tudi strokovnjake, kot so delovni terapevti, fizioterapevti, medicinske sestre, socialni delavci, ki bi vsi timsko pogledali na to osebo in potem bi naredili nek načrt, kako izboljšati Wow, pa bivanje. To je krasno. Koliko daleč pa smo do realizacije le tega? Ja, ta zakon nastaja samo 15 let, ne, in bijemo hude boje, ne, in da bo zakon prišel na dan, kar je pač povezano s financami. Mene zelo žalosti na nek način, da pri nas Ministrstvo za zdravje ne ugotovi, da če pripeljemo strokovnjake na dom, da je to ceneje, kot če damo strokovnjake v institucijo. Avstralci so že zdavnaj ugotovili, da je obravnava na domu najcenejša obravnava, ker so ljudje za obravnavo najbolj motivirani. Če mi prestavimo tega istega starostnika v institucijo, je to povsem druga zgodba. On mora naenkrat funkcionirati v čisto novem okolju, s čisto novimi ljudmi, naenkrat mora se sprijazniti s tem, da je zapakiral življenje v en ali dva kovčka, to, kar je ustvaril celo življenje, in premalokrat vemo, da to ni enostavno. Ja, bi se strinjala. Kako je z študijem delovne terapije? Je študentov vedno več, ki jih to zanima? Ja, mi imamo še vedno zelo veliko omejitev vpisa, ker kar z visokim številom točk prihajajo študentje v prvi letnik. Na nek način me pa malo žalosti to, da je tako kar vsako leto malo več študentov, ki pridejo samo študirati.
ki jih poklic ne zanima toliko, kot bi mi učitelji želeli. Verjamem. Ja. Je pa vendarle to eden izmed, jaz sem tako hvaležna za ta študij, nisem imela težav z vpisnimi točkami, imela sem dejansko vse možne točke, popoln rezultat, ampak pojma nisem imela, kaj želim, vedela sem, da želim nadaljevati delo v medijih in po nesreči in na ključu sem zvedela za študij delovne terapije, nič nisem vedela o tem, samo vpisala sem se, čisto intuitivna odločitev. In še danes sem si hvaležna, koliko različnih institucij, različnih obravnav, vsega možnega preko študije dejansko spoznavaš življenje, toliko različnih ljudi, ki imajo take in drugačne omejitve in res hvaležno za celo življenje, pa predvsem se naučiš tudi o telesu, kar je tudi zelo dobrodošlo. Krasen, čudovit študij. Super, hvala lepa. Ja, in tudi beležimo, bi lahko rekli, upam, da je tako, vedno večje število delovnih terapevtov, ki jih zaposlujejo okrog. Ja, tako moram reči, da večina generacije še vedno dobi službo. In zdaj bo prišlo pač obdobje tudi, kmalu, ko je bil študij, včasih v preteklosti smo vpisovali na 2 leti. Ko sem jaz študirala, je bil študij na 2 leti. In zdaj te generacije počasi odhajamo v penzijo. Se pravi, nekaj delovnih mest bo tudi na tem področju se sprostilo. Drugo, kar pa si želimo, je pa odpirati nova polja. Tako kot si na začetku rekla, da pridemo na delovna mesta pogledati, tam, kjer so lahko poklicne poškodbe. Delovna mesta so lahko, sploh v tem vulgarnem kapitalizmu želijo lastniki, ne vsi, nekateri, iztisniti iz delavca čim več, tudi na račun njihovega zdravja. Zato bi bilo zelo dobro, da bi kdaj delovni terapevt, takšna tovarne, recimo 2, 3 podjetja, da bi imeli zaposlenega enega delovnega terapevta, ki bi prišel oceniti delovno mesto, naredil ergonomske spremembe in s tem pomagal, da delavci varneje delajo in da bojo imeli manj poškodb na delu oziroma manj poklicnih bolezni. Vsekakor se splača na vseh nivojih. Najlepša hvala za vso znanje, najlepša hvala za vse informacije, ki ste jih podali, in delovna terapija je vsekakor eden izmed poklicov prihodnosti, jaz rečem, glede na to, da stremimo k temu celostnemu pogledu in kvaliteti, ne samo kvantiteti v življenju. Hvala lepa. Spoštovani gledalci in gledalke, če vas zanima, evo, študij delovne terapije poteka torej v Ljubljani na Zdravstveni fakulteti, sicer pa povprašajte po delovnih terapevtih, tudi če se znajdete v kakšni instituciji, na kakšen način vam torej lahko pomagajo, kajti delovna terapija je nekaj zares krasnega. Jaz doživljam potovanje, odprem zadrgo, vstopim v potovanje, ga doživim, ko pridem domov, zaprem zadrgo, izstopim in to je v meni.